In takrat sem pomislila, ja, koliko je to lepo, ne, če bi bilo res. Ja, kaj je Bog naredil v mojem življenju? Jaz sem sicer sama prepričana, da nas je Bog ustvaril za eno tako praznino v našem srcu, katero dejansko lahko zapolni samo On. In vse do takrat, dokler On ne pride v naše življenje, mi iščemo in poskušamo pač po svoje, na svoj način zapolniti to praznino. No, in to se je dogajalo v mojem življenju. Sicer sem odraščala po povsem povprečni slovenski družini, za praznike smo šli k maši, za veliko noč, za božič, bili kar pač običajna družina, bi rekla, k verouku sem hodila, ne. Ampak potem pri 10 letih sem se odločila, da k verouku ne bom več hodila in sem se vklicala za ateista. Ne vem, a sem točno že vedela, kaj to pomeni. Meni je bilo bolj pomembno se igrati z drugimi otroci na igrišču in nekako dejansko pa mi je bilo groza, kadar sem morala iti spovedi, ker kot prvo sem bila zaprta v nekem majhnem prostoru, ki me je zelo utesnjeval v temnem prostoru in že tako sem bila po naravi bolj majhna in ta prostor me je nekako spravljal v strah, če sem čisto odkrita, in vsakič znova sem se lagala, ker nisem vedela, kakšne grehe imam. In smo se mogla spovedati in sem se potem zmišljevala vse sorte stvari, samo zato, da sem opravila svojo dolžnost, ne. In potem mi nekega dne kapnilo na to, da v bistvu, nekako mi se tam učimo o Bogu, jaz pa lažem pri spovedi in tudi recimo lagala sem, da sem hodila k maši, pa nisem, skupaj z mojimi starši, ki so mi napisali potrdilo, da pač ne vem že kakšen razlog. In zato sem pri 10 letih zaključila, da nima smisla. Že takrat sem rada opazovala ljudi in videla, da so ljudje, ki dejansko nekako živijo svojo vero, pa drugi, ki v bistvu rečejo, da so verni, pa tega ne živijo. In nekako ne maram pač te dvoličnosti, čeprav sem bila tudi sama očitno, tam. In kot najstnica sem pač počela vse tiste stvari, katere mladina običajno počne, vse nespametne stvari, nespametne, nisem se ukvarjala športom, torej so bile druge stvari, ampak vse skozi me je ta praznina in iskanje smisla življenja nekako gnala, iskala sem v bistvu moj najljubši slogan je bil citat, ki sem ga napisala: dar brezplodni, dar slučajni, to življenje le čemu. Tako da sem bila nekako nagnjena, razmišljala sem o samomoru v smislu življenja, je sploh vredno živeti, gledala sem okrog sebe in razmišljala o ljubezni, ta krog staršev mojih, prijateljev mojih staršev so se ločevali. In sem rekla, a je smiselno, kot ženska si želiš biti ljubljena, ali pa vsaka človeška potreba je biti ljubljen, pa potem misliš, da si to našel in čez en čas si razočaran. Torej sem se že takrat kot najstnica odločila, ne bom se poročila, ne bom imela otrok, nima smisla živeti. Torej, potem sem iskala pri raznih druge religije, so me malo zanimale, pa se mi nekako zdelo, kako se moraš nekaj truditi, pa nikoli nisi dovolj dober, da bi dosegel tistega nekega Boga. Potem pa me je ena družina povabila v Francijo na eno krščansko srečanje in dejansko takrat sem bila, bi lahko rekla, kar precej na dnu. Tudi takrat se spomnim, šla sem enkrat v disko, bila sem večkrat tam, in nekega dne nekako se ozrem naokrog in vidim enega v enem kotu, drugega drugem, pač tako je bilo. In si rečem, a je to, kar si jaz želim od življenja, a je to smisel, kaj je smisel, a želim, popivati, to ni način življenja. In takrat sem bila povabljena v Francijo in sem dejansko zbežala od doma, samo da grem ven. In sem mislila, te kristjane bom že preživela. In ko sem prišla tja, to je bilo karizmatično srečanje in sem bila, moram reči, šokirana, ker nisem pričakovala, tam so bili vsi tako neki dobre volje, veseli, objemali so se, sprejeli, nas tako lepo.
Jaz nekaj, te ljudje so čisto zmešani, ne? Kaj je z njimi narobe. In spominjam se še kot punca, no, da sem, ko sem gledala film, mislim, da je bil enkrat Robin Hood, ko je bil pripravljen umreti za to svojo dekle, ne žrtvovati, biti junaški, šel jo je rešiti in bil je pripravljen umreti. In takrat sem si prav zapomnila ta trenutek, ko sem si rekla, kako lepo bi bilo, če bi bila kakšna oseba, nekdo, ki bi me tako ljubil, da bi bil pripravljen umreti zame. No, in jaz pridem v Francijo in tam so začeli peti, prepevati, slaviti Boga, roke gor. In jaz gledam in rečem, kam sem jaz to prišla, to so eni sami fanatiki, ne. In potem so začeli govoriti o Bogu, pravzaprav jaz sem si takrat rekla, ne, tole je malo preveč zame, jaz bom kar spokala svoje kufre in bom šla, se bom zahvalila in sicer, ampak bom šla na štop, ne. In v tistem pride en voditelj na oder in pravi, če imate slučajno skušnjavo pakiranja kovčkov, vas vabimo, da počakate, da ostanete, saj še kakšen dan, da vidite, kaj je to, ker mi verjamemo, da ni naključje za vsakogar, ki je sem prišel. In mi smo molili 1 leto za vsakega udeleženca. In jaz tako poslušam, si mislim, pa kako ta ve, kaj se dogaja v meni, ne, tako, no, naj mu bo, no, bom jaz videla, kaj oni to imajo. In tako sem pač ustala, poslušala in potem je bilo še eno mladinsko srečanje za mlade in ponovno tam voditelj pride, spet petje, voditelj pride naprej in pravi, tukaj je ena mlada oseba, ki ne more odpustiti svojim staršem in Jezus te kliče, da odložiš svoje breme. Tako, ta beseda se me dotakne, tako razmišljam, solze mi začnejo teči, pa kaj se to z mano dogaja. In dejansko sem imela v tistem času težavo odpustiti svojim staršem, seveda sem jim, kasneje. In sem se matrala s tem, kako on ve spet, kaj se tukaj dogaja. Tukaj je neka množična manipulacija, z mano že ne bojo tako. In sem zaprla svoje srce in se rekla, mene že ne bojo vrgli na finto. In sem se strumno odkorakala naprej in zvečer oziroma zjutraj, se ne spomnim točno, je bilo ponovno srečanje v takem velikem šotoru in oseba, ki je bila tam, je najprej govorila pričevanje zgodbe o odvisniku, ki je spoznal Jezusa, svoje pričevanje in je bil rešen. In si mislim, to bi bilo za unga, mojega prijatelja. Potem je bilo o paru, ki se je ločil, si mislim, to je tudi za une. In potem pa začne govoriti, da v Božji ljubezni, da je Jezus ta, ki nas tako ljubi, da je bil pripravljen dati svoje življenje za nas. In da če bi bil ti edina oseba na celem svetu, bi Jezus še vedno dal svoje življenje zate, ker si mu tako dragocen. In ko je on to govoril, se jaz spomnim, kako so se me te besede dotaknile. In takrat sem pomislila, koliko je to lepo, če bi bilo res, ker zame Jezus ni živel. V mojem prepričanju, Jezus je živel, je umrl in potem so njegovi učenci nadaljevali to lepo služenje ljudem. In sem rekla, kako bi bilo to lepo, če bi bilo res in če bi Jezus resnično živel. In potem si mislim, ampak če tudi bi živel, pa pogledam tako na ljudi tam, ki je bil šotor, okrog te lepe obraze in se rečem, tudi če bi bil, on mene ne bi mogel ljubiti. In v tistem trenutku začuda sem se spomnila vseh svojih grehov dejanskih, sem točno vedela, kaj vse narobe delam. In sem razmišljala o tem, če bi Bog bil, mene gotovo ne bi mogel ljubiti zaradi vsega tega, kar je v mojem življenju. Torej sem nevredna, sem grešna in pravim, Bog bi ljubil. Seveda te ljudje imajo urejene odnose med seboj, imajo urejene družine, hodijo v cerkev, torej Bog gotovo njih ljubi, mene pa ne more. In v tistem trenutku sem se počutila kot kupček nesreče, tako vsega pomilovanja, verjetno kar skupaj sem lezla tam na stolu. In naenkrat je bilo eno tako doživetje Boga, kot da bi me nekdo dobesedno polil z ljubeznijo,
In v mojem srcu je bilo tako, kot da bi zaslišala znotraj en glas, ki bi mi rekel: ja, ampak jaz te ljubim. In v tistem trenutku so moji dvomi, a Jezus resnično živi ali ne, dejansko odpadli in dobila sem tisto notranje prepričanje, da Bog dejansko obstaja in da mene ljubi. In dobesedno je tako, kot da bi privrela ljubezen v moje srce. In tisti trenutek sem se zavedla, da je Bog izpolnil to mojo željo, ko sem rekla, kako bi bilo lepo, če bi te nekdo tako ljubil, da bi bil pripravljen dati svoje življenje zate. In Jezus je res to naredil zame, pa tudi zate seveda, ne, ker in pravi besed v Svetem pismu piše, da nas ni odkupil za srebrom in zlatom, ki je največja monetarna vrednost tukaj na zemlji, ampak za svojim življenjem. In Sveto pismo pravi, da nihče nima večje ljubezni, kot je ta, da je nekdo pripravljen dati svoje življenje. In takrat se je moje popotovanje z Jezusom šele začelo. Začela sem odkrivati njegovo ljubezen, kasneje sem mu dejansko, takrat še nisem vedela, kaj se mi je zgodilo, predala sem v svoje življenje, ga povabila in takrat lahko rečem, sem tudi dobila smisel življenja, kakršnakoli depresija, žalost je odšla, čeprav sem bila na videz relativno vesela oseba, pač tako nič posebnega, na videz se ne bi ločila od druge mladine. Ampak takrat sem se zavedla, da Jezus dejansko živi, da Jezus je ta pot, katero sem kar naprej iskala, da Jezus je smisel življenja, katerega sem iskala in lahko vrednot moje življenje in da Jezus dejansko je resnica. In ta resnica sedaj lahko prebiva v meni. In gotovila sem, da res vseh tisti, ko sem iskala po religijah, da krščanstvo je bila ta zadnja stvar, ki me je zanimala, ampak sem gotovila, da Jezus je edini Bog od vseh teh, bogov, tako na rekovajih, je bil pripravljen priti dol na zemljo in iti na isto raven z menoj, s človekom, se tako ponižati, in rekel, vse si v redu, taka, ko si, ampak jaz te bom spremenil, ker te preveč ljubim, da bi ostala taka, kakršna si. In mi je pomagal, da se vzdignem, da spremenim svoje življenje, da spremenim vrednote. In kar je najpomembnejše, tisti, ki me poznajo, vejo, da sem poročena, in tudi to področje sem predala Bogu. In sem rekla, Bog, ti veš, ti boš našel osebo zame, jaz se ti dajem na razpolago, ti veš, komu bom jaz v blagoslov in kdo bo meni v blagoslov. In če to področje tudi predamo Bogu, je on več kot pripravljen, da nam da najboljše in jaz sem dobila najboljše zame, seveda. In imam 3 otroke, tako da vse te moje zaobljube, ki sem rekla, ne bom poročena, ne bom imela otrok, ker se mi je zdelo kruto in sebično pripeljati otroke v ta kruti svet, vidim, da je to nekaj čudovitega in da Jezus resnično lahko usmisli naše življenje. In torej vsakomur priporočam, ki išče smisel življenja, Jezus je dejansko pot, resnica in življenje in ta, ki nam lahko spremeni življenje. Pomagal mi je odpustiti ljudem, ki so me prizadeli in dejansko spremeniti. In zdaj uživam in se veselim vsega, kar ima Bog še za mene. Jaz sem Barbara Telzorov za Center Evangelij danes.